Sledi večnosti. Spoštovani poslušalke in poslušalci, z nami je tokrat Lucija Čakš, žena, mama, novinarka, tudi pisateljica. Sprehodili se bomo skozi izjemno zanimivo zgodbo. Lucija, lepo vas pozdravljamo na radijskih valovih. Lep pozdrav. V romanu Svet drugačen od sanj, ki ga predstavljamo, spremljamo zgodbo odrasle ženske Eve, ki nam skozi pisma pripoveduje o času, ko je bila še gimnazijka. Eva, ki je verna, se sooča s številnimi vprašanji in izzivi povsem življenjskimi. Precej zanimiv preobrat se zgodi po obisku festivala Stična mladih, ki jo postavi v položaj, ko mora na določene stvari pogledati drugače, kot je bila vajena. Lucija, bi rekli, da je izguba sanj včasih nujna, da človek postopoma odkrije resnico, realnost? Ne bi rekla, da je prav nujna, je pa včasih kakšna taka izkušnja koristna, da nas malo prizemlji, da nas uči ponižnosti in tudi zaupanja v Boga. Sama bi rekla, da sem imela eno tako izkušnjo že konec osnovne šole, ko sem si zelo želela iti na škofijsko gimnazijo. In žal sem imela 2 točki premalo. Takrat se je meni zelo sesul svet, vsa pričakovanja, želje, predstave o tem, kako bo moja prihodnost izgledala. Nekaj podobnega, kot se Evi zgodi na začetku tega romana. In potem sem s časoma ugotovila, da je to, da sem šla na drugo gimnazijo, kjer sem spoznala veliko čudovitih ljudi, se naučila komunicirati svojo vero na bolj, kako ne rečem, primeren način, medtem ko mi recimo na škofijski tega verjetno ne bi bilo treba vaditi. In tudi tako nasplošno, da sem bolje zorela v okolju neke posvetne gimnazije, kot pa bi na katoliški. In se mi zdi, da so take izkušnje, da nas kvečemu obogatijo. Na kakšen način so vaše osebne izkušnje z vero in skupnostjo oblikovale ta roman? Kaj ste želeli še posebej izpostaviti? Ja, jaz sem kot najstnica, pa tudi kasneje, že na fakulteti, sem bila zelo aktivna v katoliških krogih. Sem bila aktivna kot animatorka pri Stični mladih, pa na različnih duhovnih vajah, pa na oratoriju. In sem vse to želela nekako zapakirati v eno knjigo, ki bo nagovarjala druge verne mlade, ki imajo tudi podobne izkušnje, ki tudi so zelo aktivni na tem področju in pogrešajo mogoče kakšno knjigo, kjer bi se lahko s tem poistovetili, kjer bi glavni junak tudi bil, del podobnih aktivnosti in gibanj, kot so sami. V zgodbi ima pomembno mesto trenutek krize. Torej, ko se vse, v kar je Eva verjela, zamaje. Kako ste želeli prikazati njeno duhovno pot skozi dvom in razočaranje? Ja, vsak roman potrebuje nek tak prelomni trenutek krize, kjer se stvari obrnejo in mora potem junak najti neko drugačno pot, ugotoviti nekaj novega, malo zrast. Eva ne ve čisto, kako naj se tega loti in preizkuša različne poti. Želela sem pokazati, da ni dovolj, da enkrat odpremo Sveto pismo, pa nam bo en citat vse odkril, ali pa da zmolimo eno molitev, pa bomo že spet na pravi poti, ampak da je včasih treba vložiti malo več truda, časa, iskanja in da je to tudi kar dobro in koristno za našo osebnost, za našo rast. V knjigi pa zasledimo pomembno sporočilo. Sploh za današnji čas, Lucija, se boste strinjali o prijateljstvu, pa o bližini med ljudmi. Ja, glavna junakinja je obdana res z najrazličnejšimi ljudmi. Ima nekoliko turbulenten odnos z mamo, ki jo ima pa v resnici neizmerno rada in se ji tudi želi zelo dokazati, da je sposobna. Ima tople odnose s prijateljicami, ima mlajšo sestro, s katero se neusmiljeno zbadata, ampak se imata v resnici zelo radi. Malo pa tudi tekmujeta ena z drugo. Skozi knjigo pa stke tudi prijateljstvo z eno precej svoje glavo redovnico,
sestra Petra. In ta je na nek način tudi njena mentorica. In zdi se mi, da najstniki v tem času odraščanja zelo potrebujejo en tak mentorski lik. Nekoga, ki je majčkeno bolj zrel, majčkeno modrejši, malo starejši od njih. Ni nujno, da je to posvečena oseba, lahko je starejši brat ali pa sestra, teta, stric. Pač nekdo, ki ni starš, pa bojo njegov nasvet bolj upoštevali kot od staršev, ker v puberteti pač vsi vemo, da starši takrat nimajo pojma. In za Evo je velik blagoslov, da je to redovnica. Moram pa povedati, da sem tudi jaz v svojem življenju spoznala kar nekaj res čudovitih redovnic, ki so tudi meni pomagale v času pubertete, pri zorenju, pri odraščanju, pri iskanju svoje prave poti. In čeprav niso bile tako glasne in tako ekscentrične kot ta moj lik iz knjige, so mi bile pa zelo dragocene in sem jim še zdaj za njihovo vlogo pri mojem odraščanju neizmerno hvaležna. Lucija Vera v knjigi ni predstavljena kot nekaj samoumevnega. Za Evo je sprva samoumevno, da drugi svet doživljajo podobno kot ona, po drugi strani pa se tudi vernim ljudem marsikaj dogaja. Ja, Vera ni samoumevna, čeprav jo Eva na začetku tako doživlja. Predvsem bi rekla, da je v tem romanu Vera predstavljena kot vse nekaj normalnega. To je bil tudi moj namen pri pisanju knjige, da je en roman, kjer pač je večina junakov vernih in ni to nekaj neobičajnega ali pa da niso zaradi tega posebni, da niso čudni ali drugačni kot drugi. Da smo tudi verniki, pač ljudje. Tudi vernim najstnikom se marsikaj dogaja. Tudi oni grejo skozi odraščanje, tudi njim delajo hormoni in jim po glavi grejo najrazličnejše misli, ki niso nujno vse najbolj primerne. Tudi oni se zaljubljajo, tudi oni se skrigajo, tudi oni lahko koga prizadenejo. Želela sem pa pokazati tudi, da vera ni nekaj, kar samo je in pač obstaja, ampak da je vera odnos, ki ga je treba ves čas krepiti, v katerega je treba vlagati, ker pač na drugi strani je Bog in on si neskončno želi naše ljubezni. In v to moramo tudi kaj časa, energije, misli vložiti. In tudi Eva to počasi spozna, da vera ni samo to, da odkljukaš neka okenca, kaj vse si naredil prav in potem v redu si veren, ampak da je treba malo razmišljati, kje pa je moj odnos zdaj z Bogom, kje pa bi jaz lahko bila še boljša, kje pa bi lahko se bolj potrudila, kje mi še manjka in kaj v bistvu Bog želi od mene, kje me on zdaj pričakuje. In ga pri tem tudi upoštevati, tudi kadar je mogoče to malo težko. V zgodbi se dotaknete vprašanja svobode. Koliko smo v resnici svobodni, ko izbiramo svojo pot, če hkrati čutimo Božjo voljo in mladostniško zmedenost? Ja, to je res kar zanimivo vprašanje. Ko smo ta roman prebrali skupaj z otroki, je to vprašanje postavila tudi moja najstniška hči. Je rekla, glej, saj če Bog ve, kaj je naša prava pot, potem nismo svobodni. V resnici moramo izbrati tisto, kar on pričakuje od nas. In potem smo se pogovarjali, kaj je recimo naše poslanstvo in skušala sem mi razložiti, da seveda mi smo še vedno svobodni. Mi lahko delamo, kar želimo. Lahko gremo tudi po ravno nasprotni poti, kot jo Bog želi od nas. In mogoče bomo tudi po tisti poti še vedno lahko našli neko srečo ali pa izpolnjenost, pa še vedno se nam bojo zgodile dobre stvari, ker nas ima Bog pač tako neskončno rad. Ampak najbolj izpolnjeni in najbolj srečni pa bomo, če bomo našli tisto pot, ki jo je on si zamislil za nas, ki je res naša poklicanost, ki nam jo je on namenil. In tam, ko bomo tam, bomo res čutili, da smo na pravem mestu, da smo tam, kjer moramo biti. Lucija, bi rekli, da je Evin proces podoben duhovnemu razločevanju?
Ja, absolutno bi rekla, da gre za duhovno razločevanje, ampak Eva tega niti ne ve oziroma tega tako ne poimenuje. Sama to opaža šele zdaj, ko iz svoje odraslosti gleda in analizira svoja mladostna leta in svoj proces iskanja prave poti. In želi nekomu, ki ga ima zelo rada, komur ta pisma piše, ampak to ne ostane skrivnost, kdo je to, želi, da bi mu ta proces duhovnega razločevanja šel lažje, kot je šel njej, kar je v bistvu tudi cel njen namen pisanja, da tej svoji dragi osebi olajša iskanje in razločevanje. V romanu je veliko notranjega dialoga, pogovorov s seboj, pa tudi z Bogom. Kako ste želeli to notranjost prikazati? Ja, roman je napisan kot prva osebna pripoved in seveda, ker gre za najstniško obdobje, je tega notranjega razmišljanja in premlevanja zelo veliko. In po eni strani mi je to, da sem notranje monologe zapisala z ležečim tiskom, bilo malo tudi opomin, da ni teh vsebin notranjega premlevanja in tuhtanja le preveč, ker se mora v romanu konec koncev tudi kaj zgoditi, ne moramo samo biti ves čas v junakinjini glavi. Ja, in želela sem pokazati res, koliko enih misli, koliko enih čustev, doživljanj, premlevanj je v najstniški glavi. Prav ena gospa srednjih let, ko je tudi prebrala roman, mi je potem njen glavni odziv je bil: jaz ne vem, kako bi jaz preživela, če bi zdaj imela v enem dnevu toliko misli, kot je imela Eva v knjigi v enem dnevu. Tako da sem želela to poudariti, da je kar pestro v glavi najstnikov, no. Sama se tega kar še dobro spomnim in tako so mi zelo ostali te trenutki, ko je vse tako se zdi zelo usodno. In se po eni strani tudi je, zato je, ker v marsikaterem vidiku si že v najstništvu lahko kar precej nastaviš pot za življenje naprej, kako bo šla. Kaj menite, kako lahko vera in tak roman pomaga mladim, ki iščejo poti za naprej? Odgovore, kot jih je želela tudi Eva. Jaz upam, da bo pomagal tak roman iskati odgovore, čeprav ne vem. Jaz mislim, da glavna prednost tega romana je ta, da se bo vernim mladim pomagal počutiti manj sami. Da bojo začutili, da je veliko drugih mladih, ki doživljajo podobno, ki razmišljajo o podobnih stvareh, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi. Prav zaradi tega sem jaz začetek romana postavila na festival Stično mladih, ker tam v bistvu tudi večinoma verni mladi iz vse Slovenije začutijo, saj nas pa ni tako malo. Saj nas je kar nekaj, ki verujemo in ki nam to nekaj pomeni. Ja, in njim bo pomagalo, mladim bo pomagalo predvsem to, če bojo znali ohraniti in negovati svojo vero. Roman ste namenili tudi staršem. Kaj bi želeli, da bralci odnesejo, ko zaprejo knjigo Svet drugačen od sanj? Ja, ko preberejo do konca, sem vesela, če o romanu še premišljujejo, ker to pomeni, da je v njih vzbudil globoka čustva. In staršem bi rada predvsem pomagala s to knjigo, da se spomnejo, kako je biti najstnik. Mogoče zato, da bojo do svojih najstniških otrok bolj prizanesljivi, da bojo lažje razumeli, skozi kaj trenutno grejo. Sem pa dobila tudi že odziv od nekaj bralk, ki so same bile aktivne najstnice v katoliškem okolju in ki imajo zdaj otroke najstniške ali pa mogoče še malo mlajše, ki jih je ta roman zelo nagovoril, ker so se počutile nagovorjene v tistem obdobju, ko so bile same mlade, in da jim branje pomaga mogoče zaceliti kakšne bolečine iz tistega časa,
za katere sploh niso vedele, da jih imajo. In tega sem zelo vesela, če jih pelje v tisti čas in jih pri tem prijazno poboža, da jih ne še dodatno rani s spomini na tiste čase. Če bi danes Iva stala pred vami kot odrasla ženska, kaj bi ji hudomušno rekli? Z njo bi z veseljem obujala spomine na mladostniške čase, glede na to, da smo obe bili kar aktivni najstnici in sva zdaj obe odrasli. Zagotovo pa bi me najbolj zanimalo to, zdaj če si lahko en kvarnik dovolim, kako ji je uspelo pri tako mladih letih imeti že celo zbirko stripov. To bi me čisto kot kolegico, ki se tudi ukvarja s književnostjo, to bi me najbolj zanimalo. Lucija, to seveda ni vaša prva knjiga, morda ob koncu pogovora še ta poudarek. Ja, drži. Jaz sem do zdaj napisala že 2 romana o skavtih, potem pa Svizci zavijejo in potem pa Svizci nasankajo. V teh 2 romanih sem želela zelo poudariti to lepoto skavtskega življenja, ker so ti svizci, so fantje iz skavtskega voda. In v vsako to knjigo vložim kar veliko sebe, svojih spominov, svojega veselja nad izkušnjami, ki so mi bile dane, hvaležnosti za to, kaj vse sem prejela. In upam, da s tem, ko pišem o teh prijetnih izkušnjah odraščanja, ali pri skavtih, ali na oratoriju, ali na različnih duhovnih vajah, v animatorskih krogih, da dam tudi malo naprej in da se malo oddolžim vsem, ki so v letih z mano delali prostovoljno in mi toliko bogastva dali za odraslo življenje. Vse dobro na vaši poti, Lucija Čakš. Hvala lepa za povabilo in vse dobro. Sledi večnosti.